volilnih prevarah v Sloveniji. Ko sem začel govoriti, raziskovati o tem, po mojih izkušnjah sem prišel do 3 takih ključnih. Zdaj, ko sem se dol usedel ta teden, sem jih prišel do 55. Plus 55 plus možnih goljufij, prevar na slovenskih volitvah, ki sem jaz kar rekel, praznovanje 1. aprila, dneva norcev. Se pravi, dajte povedati zdaj v hiši, da bo nekdo govoril o goljufijah, o prevarah na slovenskih volitvah, ki jih je pa 55 plus. Vi pa razmišljajte, kako bi v tem času 10 minut, da se pripravite, da pridete pred kamere, kako bi vi goljufali na volitvah. Ker goljufij je to, kakor imate idej. Evo, se vidimo, bo povedal Mihael točno minuto. Blagoslov, se vidimo. Evo, Bog vas blagoslovil, bom danes začel tako. Bi prosil velikega duha, da me vodi, da vam na parodičen, duhovit način povem, kar je drugače precej grozljivo. Ampak ne bi rad vibracije v Sloveniji zniževal, zato ker je že tako dost nizka in sem hvaležen Jerneji Tomšič, da se sedaj zavedam, da je treba govoriti z nasmehom, tudi v težkih stvareh. Moja tema danes je volilne prevare. Da vam za začetek povem, da sem v 10 letih sodeloval z 3 predsedniki in od njih tudi zvedel te nesramnosti, igrice, ki so usodne potem za 4 leta vašega življenja, energije, truda in denarja, časa, vse tako naprej. Praktično goljufije toliko, kot imate idej. Zdaj, probajte se smejati vmes, no, ampak je pa fajn, da to veste, zato da boste videli, kje volk pride po ovce, kadar pastirji spijo. In boste vi potem malo bolj budni pastirji. Imamo tegale 18 strani, sicer je font 18, bo dobre pol urce s takim tempom, da boste se malo lahko vmes zamislili. Probajte se tudi spomniti po svojem spominu, ko boste videli, kaj se je pri vas dogajalo na voliščih, pa vklopite si snemanje, da boste lahko to večkrat pogledali. No, pa gremo. Malo zgodovine. Stalin je rekel, ni pomembno, kdo voli, pomembno je, kdo šteje. In to so v Sloveniji ta model tudi uporabili že leta 1945, ko je bila črna skrinjica in tako naprej, ki je zaropotal. In so praktično bile javne volitve, ker so vedeli, kdo je volil za kralja in kdo je volil za Tita. In njihovi potomci so še zdaj tam zraven pri teh štetih in morate vedeti, da nekateri so verni ljudje, ki vejo, da je krast
da Bog kaznuje, nekateri pa Boga ne poznajo in jim je to tako kot si zaobut čevlje, ker to za njih ni greh, ker Boga ne poznajo. Zato ne razmišljate tako, kot tisti, ne razmišljajte po sebi, ljudje so pač lahko tudi zelo pokvarjeni. Če si ti dober, še ne pomeni, da bojo pa drugi tako, kot ti razmišljaš, ker je vsak drugačen. Volitve so lahko največji rob na 4 leta in v zadnjih 10 letih se je to verjetno kar odvilo v Sloveniji. Gre za 12 milijard evrov državnega proračuna, plus upravljanje v državnih podjetjih z, se pravi, nadzorniki in upravniki, ki jih vedno nastavi politika, tam so masni denarji, spomnite se odškodnin. Luka Koper je prva taka tarča, potem Telekom Slovenija, ker je zadnji tudi obveščevalna dejavnost, Petrol in take zadeve. Zdaj, po teh političnih kadrih so, politični kadri so pač nadzorniki v upravnih odborih. Zapomnite si še nekaj duhovno plat. Hudič laže, krade, uničuje in pobija. Zapomnite se te čustva, te dejanja, ker boste prepoznali vzorc. Zdaj pa gremo naprej. Banke imajo nadzorne sisteme, imajo kamere, imajo oborožene varnostnike. Pa mi povejte, katera banka v Sloveniji ima 48 milijard, ki bi bilo treba čuvati. Toliko je proračun velik v 4 letih. In vi pravite, ne bomo šli na volitve. Jaz vas zastopam. Zato, ker so vedno ukradene. Boste videli, zakaj. Se pravi, volitve pa pri nas nadzirajo ne varnostniki, ampak politični pripadniki strank, ker hočejo imeti pač v volilnih odborih, volilnih komisijah, po slovenskih odborih so predstavniki političnih strank, probajo biti čim bolj razdeljeni po levo-desnih opcijah, zato da en drugega nadzirajo. Ampak morate vedeti, da na koncu zadnjo besedo ima Državna volilna komisija, ki je pa tudi politična. Sedanji ta, ki je Dušan Vučko, je bil član LDS stranke. Zdaj pa gremo kar na konkretne zadeve. Nevarovanje volilnih skrinjic, glasovnic in volilnega imenika. Na voliščih so čez noč te zadeve zaklenjene v nek prostor in ni fizičnega varovanja, ni video nadzora. In ti lahko vsako sobo, vsako ključavnico vlomaš za eno sponko, za papirsko spet. Rabiš samo 2 žičke. Mene je to naučil, pokazal nam je v vojski, ko smo bili stari 19 let, je to že vladal. Tako da, gledajte, tako kot razmišljajo zaporniki, kako bi prišli ven iz zapora, tako razmišljajo zločinci, kako bojo banko ukradli. In tako razmišljajo politični zločinci, kako bojo proračun ukradli. Zato pač imajo 4 leta čas, da iščejo načine in prevare. Predčasne volitve so v torek, sredo in četrtek, a ne, se motim. V petek ni predčasnih volitev. V glavnem v torek, iz torka na sredo, iz srede na četrtek po noči se lahko v te sobe vlomi, ali pa celo pridejo s ključem, ali pa kakorkoli. In se lahko dodatno meče not glasovnice, se popravlja imenik, se opisuje noter, boste videli na kakšen način. Potem je tu še petek, sobota. Iz sobote na nedeljo. Je spet čez noč ta zadeva nekje, ki ni varovana, niti s kamerami, niti z varnostniki. Tako da v Sloveniji volitve ukrasti je mala šala. Volilne skrinjice in glasovnice običajno pridejo na redno volišče en dan prej, ponovadi so tukaj gasilski domovi ali pa tako šole in pač v šolah vemo doma ključe, v gasilskih domovih vemo doma ključe. Po noč lahko oni naredijo marsikaj. To imamo prvo stran, smo obdelali, gremo naprej. Tole smo tudi povedali. Ja, zdaj pa tako, te naše volilne skrinje so plastične in bi morali biti zaplombirane, da jih noben ne more odpreti, ampak te skrinjice so za selotejpa, ne vidite, da je selotejp. Ta selotejp se ne strga, oziroma tudi, če ga daš dol, se ne vidi, da si ti skrinjico odprl. In oni dobijo aeroselotejp, cel kulut tega selotejpa. Tako da to je tako smešen, da se morate smejati, za trebuh se morate držati, razumete? Plastična skrinjica, ki ti selotejp daš gor, dol, se ne pozna, to ni papir, ki bi se je odlimal. To je preprosto največji možni natek, ko so plastične skrinje dal gor. Tako da, to je ta prvi del.
Zdaj gremo pa na možnost zlorab članov volilnega odbora. Tole smo povedali, ja, se pravi, volilne skrinjice so od četrtka, polk je konc predčasnih volitev, od 17. od 19. do sobote, do 19. ne, skoraj 3 dni nekje so, polih pa v soboto zvečer pripeljejo. Spet nekdo jih pripelje, še en vmesnik je vmes, ali pa dva, ki ga z avtomobilom pripeljejo v te skrinjice, ne. Zdaj pa tako, ne, to je pa zdaj naslednja kategorija organiziranih goljufij, to je pa visoko organiziran kriminal, mafijski. Obstajajo spiski dementnih oseb v domovih za ostarele. Zakaj to rabijo? Zato, ker vejo, da naj šli na volitve. Obstajajo spiski zapornikov, ki naj šli na volitve, zato ker vsak, ki je v nekem zavodu, ali je to zapor, ali je to dom za ostarele, ali je to bolnica, moraš 10 dni pred volitvami na Državno volilno komisijo javiti pisno, da boš ti volil iz tega zavoda. In če tega ne narediš, oni vejo, kjeri so v zavodih in kjeri ne morajo iti na volitve, ker niso prijavili, da bojo volili iz zavoda. Ne, iz zapora pač ne moreš iti ven, ker si v zaporu. Ne. Iz bolnice tudi ne moreš iti ven. Ne. Iz doma za ostarele je tudi dostakrat malo težko. Ne. Pol obstajajo spiski dolgotrajno bolnih, ja, to smo že povedali. Potem se pa dogaja tudi, da so na teh volilnih imenikih že več let mrtvi ljudje. To bomo priča. Zdaj pa tako, ne, se pravi, 10 dni pred volitvami sporočiti, to smo povedali. Zdaj bom pa vam takole povedal, to je pa bilo leta 2016 v poročilu Varuhinje človekovih pravic, se je zgodilo, takrat je bila Vlasta Nussdorfer, opisan en primer, ko je človek prišel v bolnico 7 dni pred volitvami in ni smel voliti, kar je kršenje ustavne pravice. V ustavi imajo vsi možnost voliti. Se pravi, ta pravilnik, ki so ga Državna volilna komisija se je izmislila zaradi organizacije kraje, bi jaz rekel, je očitna, da ne gre za organizacijo, ampak da gre za organizacijo kraje. In so s tem kršili ustavno pravico, da vsi tisti, ki so 10 dni pred ali pa 9 dni pred volitvam prišli v nek zavod, avtomatsko ne morejo voliti, zato ker premičnih volič ni več. Vlasta Nussdorfer je na to opozorila, to je bilo v poročilu, si lahko preberete. Državni zbor je bil o tem seznanjen leta 2017 januarja, najkasneje, če ni mi že ona decembra to objavila, 2016. Seznanjen je tudi predsednik države bil, ki še vedno isti. In od takrat tega zakona niso spremenili. In za vse te, ki so imeli 6 let časa, ki so v zavodih, so volitve neustavne. To pa zdaj polagam ustavnim sodnikom. Pa polagam vsem ljudem, da se zamislite, koliko so slovenske volitve, ne da niso pravične, ne da niso poštene, ampak so neustavne. Za mnoge. To gre v 10 tisoče ljudi. To gre v take številke, da ti lahko pripelješ eno stranko noter, če imaš dostop do teh spiskov. No, mislim, lahko se malo smejemo zdaj, ne, si drugače kar zabaven, ne. Kar zabaven. Zdaj pa tako, kateri imajo namen goljufati, imajo 4 leta časa ali vsaj 10 dni pred volitvami, da se pridobijo te sezname. Tako se zgodi, da volijo namesto njih goljufi, ne, namesto teh, bom rekel, zavodih, bolanih, tudi namesto mrtvih, da volijo goljufe ali tisti, ki imajo dostop do volilnih skrinjic, do shramb, do volilnih odbornikov, do volilnih imenikov ali celo do tiskarne. Kaj pa, če sploh te naše glasovnice nimajo vodnega žiga, potem ti lahko to doma sprintaš. Ali razumete? Da tle gre za... To je parodija, to je smešen. To ni, ne se jeziti, to je smešen. In zdaj bo cela slovenska javnost vedela za to zadevo in se lahko kar smejemo, ker bojo oni postali zdaj malo, kako bi rekel, zanimivi. Malo bojo postali zanimivi. Predvsem nam bojo zanimivi, no, opazujte jih. Zakaj lahko glasujejo namesto njih, namesto teh, ki so na zavodu? Zdaj boste pa videli ta natek, kako ne temu rečem, elastični natek. Zakon o volitvah dopušča, da se volivcu ni potrebno podpisati v imenik.
v primeru, da je pohabljen, da ima roko poškodovano ali kaj drugega. Kaj drugega? Pa če prideš na volitve, z ustan se podpišeš. Pa ni tako. Se pravi, oni so dali to samo zato noter, da lahko kradejo. Drugega razloga ni. In zdaj pa tako. Jaz sem to preveril. Šel sem na volišče, sem rekel, ne bom se podpisal. Ti imaš pred svojim imenom in priimkom je številka, jo obkrožijo in tako je član volilne komisije seznanjen, ta je že volil, oziroma je prišel na volišče. Tudi jaz sem bil enkrat v volilni komisiji, tako da sem to na lastne oči preveril. In ko se ti ne želiš podpisati, mora član tega odbora volilnega napisati v imenik noter, oziroma tam na tisto črto, ni se želel podpisati. Ali kaj drugega. Dosti je, da ni se želel podpisati. Ali pa nisem mogel podpisati. In mi je dal glasovnico, jaz sem šel glasovati. Mojega podpisa ni bilo, jaz sem pokazal osebno, jaz sem šel glasovati, brez podpisa. To so naredili še eno foro, da se lahko krade. Zdaj pa gremo naprej. Na črto za podpis mora član, to smo že povedali. Tako je možno v imeniku najti nešteto nepodpisanih volivcev in nešteto stavkov za ni želel podpisati. Kdo bo preveril, a on res ni želel podpisati, a je to en drug napisal? Vi tega sploh ne morete preveriti. A razumete? Vi ne morete preveriti, ko greste preverjati, ponovno štete v glasovnici in volilnega imenika, noter to piše, vi ne morete preveriti, kdo je to napisal, ni želel podpisati. A je on bil na volišču, ali ni bil na volišču? Da mi razmislite, če lahko preverite, jaz mislim, da ne morete. Gremo naprej, malo se smejte vmes. To se lahko dela v torek po noč, v sredo po noč, na to še v četrtek, ter petek po noč, prideš noter v shrambo, vzameš dodatne listke in začneš izpolnjevati mojega kandidata Mihaela, recimo, in krožiš Mihael in mečeš noter, eden zraven pa piše, ni želel podpisati. Fanček, ki je v zavodu, ni želel podpisati. Jožek, ki je v zaporu, ni želel podpisati. Francka, ki je dementna. In tako imaš celo noč časa, in nabižeš noter s mojo prijateljem in je 200 Mihaelov. A ste rekli, da to ni mogoče? To se dela. Pa dela se še kaj drugega. Gremo naprej. Na predčasnih volitvah se lahko uporabijo vsi spiski iz teh zavodov, kot so zapori, dementni, domovi za starele in bolnice. Volilni imeniki vsebujejo tudi že več let mrtve ljudi, na mesto katerih se tudi da glasovati. Volilni imeniki vsebuje slamnate ali izmišljene ljudi. Ali podvojene ljudi. Je bil primer v Postojni, ko je šla ženska na 2 volišča glasovati, ker je bila v dveh imenikih prijavljena in so to ugotovili, ko je ta ženska v volilnem odboru javljena državno volilno komisijo, je čez 2 meseca umrla. Ta drug član, ki je pa bil v tej komisiji, ko je pa ugotovil, da je prišlo 18 tujcev, ki so bili prijavljeni na istem naslov, kot to so notorovito v volilnem imeniku, 18 tujcev iz Bosne, še celo rekli so, ko je številka Drnovšek, spet LDS, in videli so jih takrat prvič in nikoli več. Vse to podobna zgodba je v Ljubljani, ki je Janković 38 000 Bosancev upisal volilni imenik na zadnjih volitvah. Si to je na sodišču Vilikovačič je dal. Sam sodišče imajo tudi LDS-ovci, zato to nikoli ne bo rešil. Toliko malo za vmes, da boste malo bolj široko sliko videli, ne? To smo povedali. Aha, na zadnjih volitvah si je Vučko izmislil še eno dodatno prevaro. To pa je, da se volilni imenik prekrije. To je pa zdaj naslednja stopnja. Zdaj pa se vidi, da se en ni želel podpisati. Aha, vidi se, ker se pravi, volivci so po vrst napisani. Hišna številka, ne vem, Tomažič Janko, Metka, Zofka, Janez, so pač družinski člani. Pol pa sosed, naslednja hišna številka. In ti, ko se podpisuješ, vidiš pač 2 gor, 3 dol, vidiš, da je, aha, sosed je že glasoval. A razumete? Pol pa slučajno soseda srečaš, vidim, da si že upravil državljansko dolžnost. Prav, jaz ne volim že par let. Je prav, če si pa podpisan noter. Prav, ne, mene ni bilo. A razumete? In če ti prikriješ, glejte, takole je tvoje ime. In on je dal, da se prikrije zgoraj in spodaj,
kot varovanje osebnih podatkov. Oni so tu zaskrbljeni, da osebne podatke vtirajo. Da je na avto slučajno vi vedeli, da je sosed še ni glasoval, pa da je. Sam, če ti ne veš, ali je sosed podpisan, ne moreš reči, vidim, da si že volil, ne. Dobra fora, tako ne Vučko čestitam, tle ti dam zlato medaljo, imam doma še eno za veleslalom. Ampak jo prid meni iskat. To smo že rekli, to smo povedali. Ja, zdaj pa tako, ne, se pravi, v tem primeru so ti ukradli tvoj glas, ne. Se pravi, če si ti podpisan, to je na zadnjih volitvah prišel možakar na volišče in je glasoval, volil in je videl, da je mama že volila, ne. In je rekel, mama, da si pa ti volila, prav se nisem. Vsi ko pet z mamo gremo na volišče. Prav, jaz nisem bila tle. Ja, prav, podpisana ste. Prav, jaz nisem volila. Ja, prav, ne moramo vendati glasovnice, vi ste že volila. To je tudi uraden zapisnik na Državni volilni komisiji. Odgovori na vprašanja, kako se voli, kaj, če se kaj takega zgodi, kot temu pol rečejo nepravilnosti ali kako kršitve rečejo, oni rečejo temu kršitve, gre pa za 48 milijard. Ko bi mogli biti vsi kriminalisti na vseh voliščih, pa vse pod kameram. Za 48 milijard, oni pravijo, so to kršitve. To smo, evo, se smo že kar dosti daleč, ne? Smo že skoraj na 1/3. Zdaj pa tako, ne, udeležba na predčasnih volitvah iz leta v leto raste, zato ker predčasne volitve so pa idealne, ker imaš 5 dni možnosti, da delaš razne prevale naprej in nazaj. Redne volitve. Na rednih volitvah se vse to lahko ponovi, vse te ideje, možnosti goljufanja, skrivanja glasovnic. Spomnite se v Tržiču, mislim, da je bilo 2010, je sobota na nedeljo zjutraj izginilo 100 glasovnic. Zdaj pa povejte, če imam jaz tiskarno, ki čez noč super hiter tiska, jaz bi lahko stiskal, lahko stiskam pol milijona glasovnic? Mihael, kaj misliš? Seveda. No, jaz pol milijona glasovnic stiskam. Samo še imeti dobro tiskarno, ne? Ali pa jih imaš več, ne? S tem, da mora biti mreža vsaj 100 ljudi organiziranih, ki vejo za to prevaro. Ali pa 500, no. Ker pa ni problem, zato ker ti delaš 3 dni in imaš zagotovljeno službo 4 leta, to tako poteka. In moraš delati za ston takrat, ker neš na našo službe, državne. Je logično, ne? To je to. To smo povedali. A ja, da to povem v Tržiču. Ja, oni so rekli, 100 glasovnice zginili, zdaj bomo pa v volišče podaljšali glasovanje za 1 uro. Mislim, pa to je smešen. Pa oni so po noč glasovnice vzeli, so jih dali v tiskarno in so jih razpečali po celi Sloveniji, zdaj pa v Tržiču so pa tako rešili, da bojo 1 uro dali glasovali. Pa kdo, ki bi se kao, to je smešen, no. Pa to je smešen, res. Res je smešen. Ne se jeza, to je smešen. Da nam kaj pozabil, zato me gledam, ne, ker danes ne smem, nič ne smem spustiti. To smo povedali. Ja, to smo povedali. Ja. Zdaj, kdo lahko tiskate, jaz ne vem, imajo vodni žig, ga nimajo. Sicer obveščevalne službe, morate vedeti, da ima vsaka stranka svojo obveščevalno službo. Mislim, a to niste vedeli? Vsaka stranka ima svojo obveščevalno službo in ta glavni obveščevalci so predsedniki strank. K njim pridejo vse informacije. In oni vejo vse, ostali pa pol to, kar morajo, da ga ne spodnesejo. Tako poteka to. V Sloveniji. Bil sem v stranki eni veliki, 2010, da sem se naučil, kako to dela, pa sem šel pa ven, ki to je bilo pa zabruhati. Zdaj, če pa vodnega žiga nimajo, pa pomeni, da lahko ti doma sprintaš, pa vreš not. Ker kdo pa preverja? Ste že kdaj slišali, da je kdo prišel preverjati ponovno štetje glasovnic in da so lahko uporabljali mašino za vodni tisk? Poleg tega vi ne morete iti ponovno šteti in preverjati glasovanje naslednji dan, ampak šele čez 14 dni. Po 14 dneh vam jaz 300 ljudi vam vse ponaredimo. 1,5 milijona
milijon pa pol glasovnic vam ponaredimo vse imenike 300 ljudi. 300 ljudi. Za ene stranke imajo 25.000 članov. A vi razumete? To je organiziran rop, 48 milijard, to niso volitve. No, zdaj že meni vroče ratal. Pa če bi še novico mi povedal. Ja, to smo povedali. Ja. Tiskalnik, vodni žig, to smo imeli. Ja. Zdaj pa pol tako, ne, pa imajo pa na teh voliščih so pa ogledniki, zastopniki določenih strank, ki rečejo, mi vas bomo pa nadzirali. In imamo tlele enega Egidija, ki bo 12 ur tam stavil, takole in bo gledal, če vi vse prav delate. In oni so seznanjeni in oni pač vse delajo po pravilih. Razen, če te vmes scatiši. Ali pa da pšu na cigaret, ne, pa je 10 minut. Pa je pa že problem, ne, da če hiter pišeš v 10 minutah, sem zanj štoparcev vzel 6 na minuto glasovnic lahko podpišem. Plus v imlik napišem, ni želel podpisati. Tako da en cigaret je lahko 7 minut krat 6, 42 glasovnic. Volišče 5000 in približen 1000. Se pravi, koliko je pol to na volišče, 5000 je volišč, mislim, da 1000 do... Koliko dejansko pride volivcev na eno volišče. Toliko, da lahko te 3 ljudje sploh delajo no, v 12 urah. Ja? Mislim, da več kot 2000 jih ne pride na nobeno volišče. No? Mislim, da je tako nekako. Tako da, če hočete njih nadzirati, morate biti od prve do zadnje sekunde tam. In na začetku, preden se volišče odpre, ko vas noč spustijo, morate iti do škatle in preveriti, če je še prazna. Če ni že kaj not. Ker oni pred volitvom lahko 100 glasovnic oddajo. A veste, tisti, ki boste nadzirali. Na koncu pa tako, ne, se je zgodilo v Tržiču, da so rekli, ja, v redu, zdaj pa mi prešteli, ti tle počak, tak je pa šel nadzirati, mi gremo odzad v sobo, pa bomo pa nazaj prišli. Oziroma, oni malo debel gledal so ga našponali, ne, in so zelo hitro nazaj prišli prav, no, to je to, in prav, zdaj te pošteli, ne, prav se smo že. In so zelo hitro nazaj prišli. Tako da oni so že prešteli. Ko so prišli nazaj do tega, ki bi jih mogel nadzirati, je bilo že prešteti. To se je tudi zgodilo v Tržiču, ja. Se pravi, na WC ni pametno iti, na cigaret pa tudi ne, pa na sendvič tudi ne. Štetje glasovnic, ta je še ne zanimiva. Štetje glasovnic pa možne goljufije. To pa je posebna kategorija. Ne. Odpreš skrinjo, ne, na koncih pride 6 jih je na volišču, eden je predsednik in on pa reče, ti tešte, ti listke to on gor dol, ne. Janez je sam, Jože ke, Francel ne ke, ali pa stranke, ne vem, vsak na svoj kupček, ne. Tiste, ki so pa tako, ki se ne ve, kva je, pa predsednik komisije, sem pa bom jaz preveril, ne, zdaj, kva si, a je se zmotil, a je pravilno, kakšna je glasovnica zdaj pravilna in kakšna ni pravilna. Se pravi, odpreš volilno skrinjo in daš, zdaj bom primer povedal, ne? Na eno stran daš Janeza, na drugo stran Jožeta, na tretjo stran Francija in na četrto Toneta. Glasovnice od kogarkoli, ki volilnemu odboru ali članu odbora ni všeč, lahko volilni odbor naredi za neveljavne. Zdaj, če so to zmenjeni, da ne bojo naprej govorili, da so to preverjeni kadri, pa da vejo, da so to recimo same leve stranke ali pa same desne, rečejo, tlele moramo tole narediti, to prej naprej delegirati, ne? Vzamejo glasovnice. Narediš neveljavno glasovnico. Tako narediš. Obkrožiš zraven, recimo, da je Janez obkrožen. Obkrožiš zraven še Joža in sta dva obkrožena. Tiska tam šteje obkrož enega na brzino. Ne, če vidi. In sta dva obkrožena in glasovnica neveljavna. Je bilo na volišču v enem volilnem okraju bilo 12.000 neveljavnih glasovnic, mislim, da je bilo to za stranko Zedinjena Slovenija na zadnjih volitvah. Andrej Šiško, rekel golfal sem. Se pravi, narediš neveljavno glasovnico. Taka je neveljavna, če sta dva obkrožena. Zdaj pa tako, ne, če je obkrožen Jože, pa je to od Janeza nasprotnik, obkrožim še Janeza, in Jože avtomatsko zgubi te glasove in s tem v bistvu, ki jih on zgubi, je Janez v prednosti. To je zdaj matematično. Lahko pa tudi tako narediš, ne, da zamenjaš glas iz Janeza na Joža. Če ti obkrožiš
Joža, lahko tisti, ki to preverja, Joža prečrta in obkroži Janeza. In predsednik volilnega odbora reče, ja, vse to je legitimno, on se je zmotil, ki je glasoval, pol je pa unga počrtal. In to dejansko gre skozi. Zmotil se je. Ne? Ker je še vedno samo en obkrožen, eden je prečrtan. Mislim, da to gre skozi. Mislim, da gre skozi. Zdaj ne bom trdil, zato le preverite sami. Ja, to sem povedal. Pa je pa naslednja zadeva, sicer ne vem, če si to dobro poslužuje, ker imajo bolj napredne zadeve. Zdaj tam glasovnici je nekaj v pokupih, mislim, da so po 100 zvezane. Ne? In če imaš ti en kupček, kjer so tam sami Janezi, jih prešteješ, recimo, da jih 50 ali pa 100 prešteješ teh Janezov, jih odtakneš pod polover in daš nove glasovnice, kjer so gor pa Jožati obkroženi. To so zdaj take primitivne fore, ampak če ni nadzora, se tudi to da speljati. Zdaj pa tega, koliko je glasovnic noter, pa koliko jih je upisanih v imenik, se pa na volitvah mislim, da na koncu ne šteje. Da se štejejo samo glasovnice. Možno pa je, da se volilni imenik tudi šteje. No? A se šteje, dokaj ve? Se šteje. No, pa recimo, da ta varianta ni mogoča. Ne? Če volilni imenik šteje. Ampak če pa kakšen predsednik reče, ne, ni treba šteti, ker eni so novi v teh odborih, pa tako lahko pretenta tiste volilne odborniki, ki so iz drugih strank, kot predsednik, recimo, ne, ki je odgovoren za štetje, ki mora na koncu zapisnik narediti. In ta zapisnik mora objaviti zunaj na volišče, enega pa pošle na DVK. Ampak ta se lahko razlikuje od tega, ki ga je poslal na DVK, od tistega, ki je zunaj na volišču. Gremo naprej, tole smo povedali. Podpolover, ja, se ne šteje, to smo objasnili. To smo povedali, ja, če ti zahtevaš ponovno štetje, 14 dni ne prideš do Državne volilne komisije. 14 dni. Tako da DVK, Državna volilna komisija z LDS članom Vučkom, moramo povedati, ne, z katerega bazena je, zato da boste vedeli, kako to poteka. Tako da ja, to sem povedal, 300 dobro plačanih hlopov in vam ves volilni imenik iz cele Slovenije na Državni volilni komisiji lahko naredijo čist na nov imenik oziroma glasovnice čist drugače preštejejo. Zdaj, teh 5000 zapisnikov iz volišč, ki bi jih mogli biti objavljenih na oglasni deski, so. To jih objavljajo, ampak oni zaklenejo vrata, grejo zunaj, to še obesijo in grejo, nikogar več ni. Čez 5 minut pride eden in reče, strgaj to dol. In vam strgajo vse dol. Vi nimate JPG fotoslike, ne del računalniškega programa, pa teh statistike. Vi nimate 5000 fotoslik od vseh volišč. Da bi lahko vsak od vas doma sam seštevil matematično. Ok, volišče 1, boste videli, zakaj je to pomembno. Zato, ker oni potem vnašajo to računalniški program, ki se pa kar sam lahko spremeni. Oziroma je bil en predsednik zraven štetja, ki je nadziral, ko so vnašali podatke iz teh zapisnikov na centralno Državno volilno komisijo, izraven stav. In je prišel možakar in rekel, tole upiš. Je prav, ne, pa tale je zapisnik. Ne, tega upiš noter. Predsednik izraven stava. En predsednik izraven stava. Izven parlamentarne stranke. To se je zgodilo. To se je zgodilo enkrat, je bilo to videno, dogaja se verjetno večkrat. Zdaj, zgodilo se je v Škofjeloški regiji, da so prišli možakarji eni noter, so rekli, skrinjo volilno so prišli noter, so rekli, tele glasove boste šteli in so uno, ki so volili odnesli. To sem slišal od dveh, da se je to v Škofjeloški zgodilo. Moramo vas malo lucirati, da boste vedeli, kaj gledati. Ne? Zdaj, največ se krade po mestih, po vaseh je to zelo težko. Zato, ker vsi vse poznajo. Pa na vaseh so ljudje, ki hodijo v cerkev in jih je že moralni maček mal. Po mestih so pa bolj liberalci, ne? Po meriš bi to rekel demokrati, pa republikanci.
ki je ista zadeva. Ljudje, ki hodijo v cerkev, pa ljudje, ki ne hodijo v cerkev. Eni imajo malo Boga nad sabo, enega pa nimajo, so pa sami bogovi. Morate zastopati psihologijo. Zakaj bi kdo kradel? Jaz zato ne razmišljam tako, kot ti, ko hodiš v cerkev. Ker razmišljam malo drugačne. Ja. Razmišljam tako, da bo sam Bog z umetno inteligenco. To je druga zgodba. Gremo naprej. Lažni predstavniki, ja. Zamenjajo skrinjice. Zdaj na volišče so z avtobusi tudi hodili, ne? Dobro plačani kandidati. Se pravi, oni so bili upisani v volilni imenik, imeli so narejene osebne izkaznice, dosti, da pride enkrat v 4 letih gor, ima prijavljeno tle bivališče, lahko jih je tudi 100 na enem naslovu, zdaj spomnite se, da je bilo 500 migrantov na enem naslovu v Mariboru, tako da to so dosti podobni vzorci. No. Goljufa se res na veliko. To se pravi, ja, na zadnjih občinskih volitvah je tle v Ljubljani Zoran Janković, mislim, da so stavkale na upravni enoti delavke, ki so mogle 35.000 novih volivcev vnesti v imenik Bosancev. Morate vedeti, da občinske pa evropske volitve dopuščajo, da imaš samo začasno bivališče. To se pravi, ti lahko iz Avstrije pripelješ dol 50.000 začasno prijavljenih, reči ti poslušaj, tale vikend pa volitve, smo se nekaj zmenili, pridite dol, ne, ima malo pomagati. Res je, Evropska ustava to dopušča. Evropska ustava to dopušča, ja. To smo povedali, to smo povedali, vnos teh zapisnikov, ki so prerejeni, že na Državni volilni komisiji, pol trganje teh zapisnikov iz volišč dol je tako ali tako, ne more noben preveriti. Vse podatke ima Državna volilna komisija, nobena stranka nima teh podatkov, samo Državna volilna komisija. Tudi do teh zapisnikov vi ne morete priti, ker ne morete iti z avtom okrog v 5 minutah, da boste 5000, ali pa morate imeti 5000 ljudi organiziranih, da gre vsak na eno volišče. Rabite dejansko fizično biti tam, to je vojna. Gre za rop 48 milijard. To ni tako, gremo na volitve, manj se pa danes ne da. Mi morate imeti v glavi, da gre za 48 milijard. Letošnji lanski proračun je bil 12 milijard. 4 leta zračunajte. Nobena banka nima toliko denarja, zato se oni toliko ženejo. Oni so volilni molk v soboto, v petek začeli ob 24:00. Oni imajo nočno, iz petka na soboto. Ali pa v sobote na nedeljo. So vsi plakati dol potrgani, samo od ene stranke gor ostanejo, čudežno, še sami se zdajo, ki samo od ene stranke gor pustijo, to so pa njihovi, ne. A veste, in če bi vi po noč bedeli, tako kot pastir bedi, na noč, ko pride volk, v tej vasi bi tega človeka dol plakate trga. Ker to je en človek. Gre po celi vasi ali pa po celi ulici pa dol strga. In temu se reče volilna kršitev. Pa to, ko ga enkrat ujameš, ga javno objaviš, nikoli več ne dela. Sam pastir mora biti buden, ne. Volkovi so na predvolilno noč najbolj aktivni. To smo povedali. Ja, tle je zdaj ta vnos v računalnik, tle je v bistvu največja prevara lahko. Bil je predsednik zraven, tako da vnos računalnik se tudi golfa, zapisniki se drugi not pišejo. To sem vam povedal. Ta je tudi zanimiva, no to se je tudi zgodilo, ne. Sicer ne vem, če je v Sloveniji, ampak od danes naprej se to lahko tudi v Sloveniji zgodi, ne. Obstaja kemični svinčnik, ko po 5 minutah izhlapi barva in je glasovnica prazna. A razumete? To je visokotehnološka obveščevalska fora, to so agenti verjetno delali, ampak to za 48 milijard. Če ti veš, da je na enem volišču tradicionalno voljo Janeza in da tam bo sigurno on dobil veliko glasov, lahko s tem kulijem narediš predvsej neveljavnih glasovnic. Mislim, skoraj vse, ne? Ja, mogoče moraš imeti svoj kuli zraven, ja. Pa še svoj listek, da preveriš, če bo slučajno zginil po enem listku, ko bo šel domov. Zdaj pa, če ta kuli lahko da kdorkoli, ki pride kje, ne? Zato, ker na vrvico je privezen kuli. Tako da ti kuli lahko ukradeš in daš svojega gor in pol
prideš zvečer, kaj štet, ne, in mogoče si celo član volilne komisije in pol prazne listke izpolniš. Reč, ja, si tle se pa nekaj vidi, se nekaj je hotel, pa obkrožiš pol svoje. Ne. Skratka, lej, domišljija dela, v glavnem, vržite unga v hipnozo, ga pošljete kele, da ga unesko ti hitro obkrožiš jih 15-20 komadov. Lej, kukor si iznedljiv, toliko se pa krade. Varnosti ni, no, nobene. To je tako, da kuli obstaja, ja, ko zgine kroga, s katerega si obkrožil po 5 minutah, izhlapi barva. Ta je tudi zanimivo. Volitve po pošti za izseljence. Ja, to pa po volitvah. Ja, zdaj čakamo še, ne bo velike spremembe, še 3 dni čakamo glasovnice iz Kanade, tam je 50 000 Slovencev. So zelo zavedni, bolj kamitle. Sam vmes je še pošta, ki pregleduje to pošto. Poj še let državna volilna komisija na pošti, pa se vemo, kdo je zaposlen. Ne? Zdaj pa, ja, a se vam je že danes zgodilo, da se je pošta zgubila? Meni se je že, vsaj enkrat v življenju. Tako. Jaz verjamem, da državni volilni komisiji se to še ni zgodilo, sploh pa ne pošti. Tako da, mislim, da v Kvibeku je izseljenska skupnost 50 000 Slovencev. So pa bolj desno usmerjeni. Tako da Vučku to gotovo ni všeč, če pride kakšne 50 000 glasovnic za enega, ko hodi v cerkev. 50 000 glasovnic pomeni, da ti prideš v parlament. To je več kot 4%. A veste? Tako da tiska po pošti glasuje zguba časa. V bistvu pošta glasuje namesto njega. Absurdi na volitvah, to sem eno rubriko dal, vmes mi malo preblisk naredil. To sem že povedal, ja, občasne, občinske volitve pa evropske volitve lahko volijo tujci z začasnim prebivališčem. Ta je naslednja točka. Krajevne skupnosti imajo dostikrat 7 kandidatov za 7 mest svetnikov, ali pa recimo v mestih so mestne četrti. Imaš 7 kandidatov in 7 je tudi mest, da se jih izvoli. 7 ljudi se voli v krajevni svet in v četrtno skupnost, 90 pa v parlament. In če imaš ti 7 kandidatov, zdaj poslušajte dobro to, da boste na lokalni ravni rekli, nehajte se delati norca. Če imaš 7 kandidatov, to pomeni, da gre teh 7, ki so kandidati, voliti in je konec volitev, in narejen, so vsi izvoljeni. Vi ne rabite hoditi. Če 7 kandidatov volitve ne obstajajo za 7 mest, to je tako, kot bi bilo 90 kandidatov poslancev za 90 mest. Se pravi, na lokalni ravni gledajte, da bo več kandidatov, kot je mest, ker drugače ne rabite hoditi na volitve. Ker jih unih 7 voli, vsak sebe voli, en glas dobi in je izvoljen, on je izvoljen, on je sebe glasoval. In še unih 6 sebe izvoljen in je, volitve so narejene. Lahko oni zaklenijo dol, smo že izvolili, vseh 7 izvoljenih. Ta je čist absurd. Absurd v krajevnih skupnostih je tudi ta, da ne zmaga tisti, ki ima največ glasov, ampak se pol na ustanovni seji izmed tistih 7 izvoli predsednika. Tako da, če so 4 iz ene stranke, pa če imajo vsi 4 manj glasov, kot iz druge stranke, bojo oni 4 izglasovali enega izmed teh 4 in bo on predsednik. To se je zgodilo meni. Ja, vi tudi ne morete preveriti volilni imenik, če slučajno bi vam Vučko dovolil, da greste preverjati, ne morete preveriti, kdo od teh v imeniku je že mrtev. Stojan Svet je opazil, ki je bil predsednik volilne komisije na lokalni ravni, da je njegova mama še v zapisniku, oziroma v volilnem imeniku, pa je bila že 4 leta mrtva. Tako da Stojan Svet je bil tudi zraven, ki je videl, da je 18 ljudi prišlo za enega naslova. In so mu potem naredili poskus atentata. Se mu je en zaletel v hrbet. No, ona sodelavka je pa čez 2 meseca umrla. Tako da to so resne zadeve, če ti razkrivaš volilne, kako bi rekel med temu čarovnik, triki, ne? Zdaj, stranki OPS Ladislav Troha niso dovolili vpogleda v ponovno preverjanje volitev.
mislim, da 2017. Tako da, če so Trumpa ukradli, pa ne bojo enega Janeza. Zdaj imam pa tle še eno drugo temo, ki so pa prevare volilnega sistema. Sicer tle zdaj ne vem, kako se imenuje, jaz bom to ukvirno, kakor jaz vidim, kako se da spreminjati, se pravi, volilni sistem je lahko večinski, lahko je pa proporcionalni, to pa pomeni, da pač dej, na vas imajo enega kandidata ali pa to ruralno okolje ima en kandidata, enega ima pa mesto, ne, pač je po kvadraturi, pa recimo po razmišljanju ali pa bom rekel po nazorih je to najbolj pošteno. Če so tam oni živijo, ne se med sabo zmenijo, če so tam liberalci, ne imajo tega kandidata, tle so pa taki, ne imajo pa tega. Zdaj v tem je dosti debate. Ne? Bom najbolj, da kar berem, ker so ne 3 take zadeve. Zdaj, glede na to, da po mestih stolpnice rastejo in da se priseljenci dobivajo volilno pravico. In če je v mestu 300 000 ljudi, oziroma tle bom šel lepo povrstno. V Sloveniji po raziskavi dr. Antona Perdiha, avtohtonih DNK Slovencev 700 000, ta podatek je star 5 let. 700 000 je mešanih družin, da je en iz družine slovenski gen, ene pa tujec. 700 000 je pa gensko dokazanih DNK tujih ljudi, ne, ki imajo slovensko državljanstvo in so pač v Sloveniji. Tako da v bistvu Slovenci so že v manjšini. Ne. Tako po DNK, no, zato vam zdaj malo govorim, da boste širšo sliko videli. Zdaj, tujci na vaseh nimajo možnosti, da bi se naselili, zato ker na vaseh je tako, kaj je zdaj to za en, hiter pogledajo, ne ta pa na botle. Po mestih pa stolpnice naredijo, pa je nova stolpnica, pa se naseli nova cela stolpnica. Ne. In zato se te zadeve, zato se mesta tako širijo, kadar hočeš ti zavzeti volilno bazo. Ne. Če imaš večinski sistem, pomeni, da mesto Ljubljana, ki ima recimo 300 000 ljudi, požre sosedno občino Grosuplje, ki ima 15 000 ljudi. In če so tle recimo zdaj za Janeza, oziroma tle so za Zorana, tam so pa za Janeza in če zdaj rečemo, mi pa zdaj večinski sistem imeli in je to 300 jih je za Zorana, 15 jih je za Janeza in če daš to zdaj skupaj, Janez nima več svojega glasu v parlamentu. Temu bi verjetno rekli povečinski sistem. Nekaj v tem smislu so delali v Šarčevi vladi. Je bil državni zbor in so glasovali, da bi spremenili te zadeve. Tako da bi tisti na vaseh padali pod mesta. Glasovanje se je išlo, mogli bi biti 2/3 večina. Ne vem, če veste, jaz sem to povem, kot to je bilo splošno znano, jaz sem to spremljal. 60 glasov bi mogli dobiti, da na vaseh ne bi imeli več svojega poslanca, ker bi jih mesto požrlo. Dobili so ne 60 glasov, dobili so jih 59. Enega premal, da bi mesta požrla vse okoliške občine, ki pa hodijo v cerkev, če še zdaj to pogledamo. Oziroma so, ponovadi imajo svojo zemljo in so kmetje, so avtohtoni prebivalci. V mestih pa to ni. In pač tle zadevo treba gledati malo bolj široko. To pomeni, da ti brez vojne zavzameš državo, z volitvami. Brez enega metka zavzameš državo, vi morate to širšo sliko pogledati. Za to zemljo so se borili naši dedje, ne tujci, ki so prišli v bloke. Meni se zdi pomembno, da vam to povem. Tole sem vam povedal. To so ta večinski pa proporcionalni sistem, se to da arhivirati, to se dela pred volitvami, se kregajo, saj nimate časa to gledati. Zdaj te zadeve, da bojo požrali avtohtono prebivalstvo, se bo nadaljevalo v Ljubljani pa Mariboru, kjer stolpnice rastejo kot gobe po dežju. Zdaj pa druga zadeva, ki je pa tako malo manjša, je pa menjavanje mej volilnih okrajev. Evo bom dal primer. Glede na sosedne boljše rezultate lahko stranka pridobi poslansko mesto še iz sosednje občine, ker je skupno število glasov po novi meji ugodnejše. Evo vam primer. Imaš dve občini. Dve občini za 10 000 glasovi. Vsaka po 10 000. V eni je 7 000 glasov za Janeza in 3 000 za Jožeta. 7 000 za Janeza, 3 000 za Jožeta. Se pravi, Janez je zmagal. 70%.
v drugi imaš pa 5500, oziroma bom tako rekel, 4500 za Janeza in 5500 za Jožeta. Se pravi, v prvi volilni okraj, oziroma to je volilni okraj meje, jak se mešajo, je zmagal Janez, v drugi pa Jože. Ne? V prvi zmagal Janez s 7000, v drugi pa Jože s 5500. Obe občine imate 10 000, zdaj matematično primer govorim. Če pa ti te dve občine združiš, se pravi, premakneš mejo volilnega okraja, da pade še ta občina noter, se pa zgodi tako, da ima Janez ima tlele potem 11500 glasov, Jože pa 8500 in Janez ima 2 glasova, Jože pa nobenega. Zato oni volilne okraje menjajo, ker ti, ko greš na koncu volitev pogledati statistiko, koliko je na katerem volišču kdo volil, in sam pogledaš sosedno volišče in potem to matematično pogledaš, čakaj imaš, če pa tole skrb družbo, pa mi dobimo še enega poslanca. Vi, ne, če ste bili na to pozorni, to so take fore, razumete, to je vojna. En poslanc je 60 glas v prejšnjem primeru. Tako da izobraževanje imate danes. Primer občine Ankaran, kjer je bilo najmanj 3 mesece pred volitvami na raznih naslovih dodanih novih 300 prijavljenih volivcev, kar je zadostovalo za zmago na občinskih volitvah tega organiziranega prijavljanja, oziroma ena stranka se je odločila, da bo v Ankaranu zmagala, zato ker Ankaran dobi ogromno denarja od Luke Koper, kot za, dajte mi pomagati, da najdem besedo, pač odškodnina, ne? Luka Koper ima, to je največje podjetje v Sloveniji, 60% BDP-ja prinese v Slovenijo, to je bil podatek iz 2010, strankarski podatek, 60% BDP-ja prek Luka Koper so naredili in tam se res milijarde sučijo, zato se najprej zamenja uprava Luka Koper. Boste vedeli zakaj. Luka Koper je ključna za slovensko gospodarstvo. In občina Ankaran dobi ful, splača se 300 volivcev dol pripelje, da zmagaš, no, bom tako rekel. Zdaj pa potle ena kategorija še, Mišič, mislim, da je takrat bil zraven pri teh zadevah, Mišica. Zdaj pa tako, ne, to pa zbiranje podpisov na upravnih enotah in sabotiranje upravnih enot pri zbiranju podpisov. To se pa tam dogaja, to pa sami tisti, ki so sodelovali kot kandidati. Zdaj tako, ne, če imaš ti stranko lahko ustanovi 200 ljudi. Podpišejo in 200 ljudi kot društvo lahko 3, stranko pa 200 ljudi. In daje to pač poštempljati in je stranka registrirana. In ko je stranka registrirana, 8 volilnih enot je in v vsaki volilni enoti morajo oni zbrati, to so te stranke, ki niso v parlamentu, 50 podpisov. Podpis je na originalnem obrazcu do upravne enote. In če imaš ti napisano, recimo moj primer je, podatki morajo biti z velikimi tiskanimi in točno tako, kot je na osebni izkaznici. Če je na osebni izkaznici z malimi tiskanimi, pa da boš ti dal z malimi tiskanimi, lahko oni zavržejo. Če boš ti dal gor, na osebni imaš napisan spod sp.kašelj, oziroma ne, na osebni je napisan spodnji kašelj, pa boš ti napisal na volilno podporo sp.kašelj, bo izločena. In ko imaš ti 50 podpore, rečeš, dobro je, gremo zdaj se prijaviti na državno volilno komisijo, oni rečejo, lepo, ja, se vam je uspel, ja, dobro, oni vse pogledajo in pa se zgodi, da jih 3 izločijo in vam pade, ne da vam pade ta volilna enota, pade vam cela lista vseh enot in vi ne morete nastopiti na volitvah. Se pravi, če pa nimaš stranke, da je pa to kot lista, da rečemo, mi nočemo imeti stranke, ker so stranke pokvarjene, bomo pa imeli listo. Moraš pa 1000 glasov, oziroma podpor zbrati v vsaki volilni enoti. 8 jih je, to je 8000 glasov, to zdaj dela Zdrava družba. Kot primer, ne, ki še ni nobene v Sloveniji to delo. Bomo videli, če jim bo uspel to narediti. Sabotaže na teh upravnih enotah so tako, da smo mi prišli, da bomo tam ljudi ustavili pa rekli, če bi nas podprli. To slučajno tisti, ki pridejo na upravno enoto, pa mu reče, če si vzamem 5 minut časa. Sabotaže so sledeče. Tista
ženska, ki je zadolžena, da bo dala žig, ona prideš not v pisarno, ona pogleda, vse je prav izpolnjeno, pretipka vse v računalnik, ne vem, kam grejo ti podatki. Ne, to, po mojem je to nezakonito zbiranje podatkov. Pa ona da žig gor, pa ti da list nazaj, pa ti greš. In za ta postopek ona da 5 minut. To je zavlačevanje, da če imaš ti slučajno zunaj enega, ki se mu mudi, bo on šel. Pa so take sabotaže, da oni s kamerami, načelnica lahko gleda s kamerami, nudi javlja noter, posluša zunaj en čaka. Pa oni že tako vejo približno. Če ti zunaj čakaš, pa rečeš z te stranke, v upravnih enotah so iz druge stranke, oni rečejo še enkrat, da bo not prišel, da je zavlačuj, da bomo šel domov. To se meni zgodilo. Je šla na WC vmes, sem zgubil. Sošolko, ni podpisala. To sem vam povedal. Ja, to je izločanje. Tako da zdaj, ponovadi zdaj so se že navadili, da je treba 10% več teh podpor zraven dati, ker kakšno izločijo. Ne? Tako da recimo iz 50 na 60 ali pa iz 1000 na 1100 recimo. Ne? Zdaj ta je, lahko ti oddaš ta podpis podpore stranki tudi z temu digitalnemu certifikatom. In sem zadnjič sprašal enega moža, ker si kdaj povej, kako to zgleda. Ja, prav tam to tipkaš, rečeš, da to res ti, te preverijo, pol izbereš stranko in pol v bistvu ti daš podporo. Tako da mislim, da ta računalnik zelo omogoča, da oni vidijo, komu boš ti dal podporo. To so v bistvu že javne volitve. In ko te imajo oni v seznamu, da boš ti volil eno stranko, pa je slučajno ni všeč temu, ki je na občini zaposlen. Oni te imajo v imeniku cel življenje, kako si nazorsko naravnan, s kom posluješ, pa pogledajo na banke in pa imaš kar naenkrat težave. To je vse povezano, razumeš? Ko oni vejo, če si ti dal, ti prineseš kaj 1000 glasovnic, te so podporniki, to gre v eno bazo podatkov, aha, ti si tega volil. Aha, da vidimo, firmo imaš, odkoli ti gre dober, ti imaš, kje pa posluje, no, dajte malo inšpekcijo, kje posluje, tu mu gre pa predober. To se res dogaja v Sloveniji. Zato firme nočejo sodelovati s tem, ker si ti na spisku. In ker si na spisku te mafije, tvoj proračun pade, družinski. In to je nezakonito zbiranje informacij, koga boš ti volil. Tako da v bistvu so že javne volitve pri zbiranju podpore. Gremo naprej. Ja, zdaj tako, ne. Kako je možno, to se zdaj vprašamo, kako je možno, da so te podpore neveljavne? Če ti prideš na upravno enoto, k referentki, ona je zaplačana za to, da to pregleda, reče v redu, žig da, in ti greš na DVK in reče, te so neveljavni. Ja, kako če je žig gor, če sem bil na upravni enoti, ja, poslušajte, Vučko, pa si ti kakšno kazensko ovadil, slučajno, na upravni enoti. Referentka, ki se podpiše, bodite pozorni, na ta papir, se podpiše takole. Črtico naredi, tako kačico. Ni razpoznavno, kateri ime in priimek je, razumeš, bodite pozorni, tle je še ena za bris, kako boš ti rekel človek upravno enoto, kjer ga boš priganjal. Pa to se ne more zgoditi, da so podpore neveljavne, če je na upravni enoti da en žig gor, ki je zadolžen, da reče, poslušaj, tole ni v redu, ne bo šlo skozi. To, da referentke so odgovorne, da je na DVK-ju neveljavna podpora. Ali mislite, da je to drug? Eden je plačan za to, kad da žig gor. Kdo je zdaj odgovoren? Tako smo povedali, po digitalni podpis smo povedali, zdaj smo že bolj pri koncu, bomo še malo, nekaj zanimivih stvari, še malo bo še smešen. To smo povedali. Aha, ja, pa tle še seveda neenakopravni položaj, so pač parlamentarne stranke rabijo 3 podpise od poslancev in lahko vložijo kandidaturo na naslednjih volitvah. Ne parlamentarne stranke, oziroma ne državno-zborske stranke porabijo se zafrkavati s temi na upravnih enotah, pol so še druge fore, pol se še krade tam pred upravnimi enotami, kdo bo kjer ga prej zagrabil, ti, a greš ti,
To je tako, kot na tržnici. Ne, pri meni hruške kup, ne, da jih pri meni kup. Ne. Pole še tako, kakšni nimajo svojih zastopnikov tam. Pride človek ven, ja, vidi, un človek je z ene stranke je in vidi, da ima ta človek list. Ne. Reče, ja, a ste vi iz družbe Sladki krompir? Ja, in mu da, ne. V bistvu je pa iz stranke Grenki krompir. To se zdaj v Krajini dogajalo. Ko so dali ljudje, ko so mislili, da bodo dali stranki Sladki krompir, so dali enemu, ki se je izdajal, zato pa je v bistvu Grenki krompir. To so take fore, razumete, to so, morate biti pozorni, morate biti, ne. Dejansko gre tle, to je, če nisi profesionalni čarovnik. Čarovnik. Ne moreš priti na listo, da te lahko jaz obkrožim na volitvah. Moraš biti profesionalni čarovnik, 4 leta moraš študirati. Kaj smo zdaj rekli, tole na upravnih enotah, naslednje poglavje. Medijske prevare in sabotaže kandidatov. Moraš se malo premigati. Zdaj, tle gre za enakopravnost. Evo, gremo naprej. RTV Slovenija, ki jo vsi plačujete, no, po zakonu jo morate plačevati, ima soočenje ločeno za tiste, ki so v državnem zboru in najprej za tiste, ki niso. Se pravi, že tako je dve kategorije. Oni so neenakopravni v tem, ki so v državnem zboru. Neenakopravni. Se pravi, soočenje posebej, so vprašanja druga. Jih je več in je tako naprej, ne. Potem pa te, ki so po državnem zboru, imajo pa oddajo v četrtek zvečer. Oni imajo pa v torek, ne, še ni pomembno. Te so tako outsiderji, ne bojo jih skupaj dajali, niso v parlamentu. A nismo pred ustavo vsi enaki? Ste spet kršene ustave? Da niso skupaj na soočenje. Po mojem znanju ustave, no. Zdaj pa edino RTV Slovenija ima zakonsko določeno zakonom o RTV, da mora vsakemu kandidatu omogočiti enako minutažo v medijih. Se pravi, RTV mora to omogočiti, ostali mediji, kot je recimo ProPlus, Nova 24 TV, pa ni jim treba ta zakon upoštevati sploh. Zato, ker je to zakon o RTV, oni so pa, razen če je zakon o medijih, kaj, ampak vam bom povedal po en primer, ne. Zdaj tako, ne, zdaj gre za te goljufije. Nekatere privilegirane stranke dobijo pred soočenjem vprašanja vnaprej. Zdaj, najbolj očiten je bil, ko sem ga jaz na lastne oči videl, je bil to Denis Sarkić. Rekel, daj povej, kako te imeli začeli zdaj na vprašanje. Lobiranje, to je za lobiranje gre, ne. A razumete? In če ti veš, kjer vprašanje boš imel, se pripraviš. Če pa te tam presenet, pa ne boš tako dober izpadel, ker boš vmes enkrat zajeclal, ne. Če ne boš pa izpadel kot vse vedneš. Tle gre spet za v bistvu notranje goljufije, ne. Ker ni treba naprej povedati vprašanje, ni tega v zakonu določeno. Če pa ti zlobiraš, da ti urednica pove to, ker se slučajno že odprek poznata, ne, a pa sta slučajno iz iste stranke, sicer nisi, ne, a razumete. Morate malo vedeti, v kateri stranki. Kadri na RTV Slovenija so strankarsko postavljeni. Informativni program je odločilen za politiko, to je vse strankarsko nastavljeno. Tam ni neodvisnih, da bi rekel, zdaj pa enega tamle s ceste pobrali. To so strankarsko. Mojca Šetinc Pašek. Njen oče je bil urednik revije Komunist. Ona vodi pač te zadeve soočene zraven v tej ekipi še Erika Žnidaršič pa Rijevec Barta. Bomo se še dobro. Imam izkušnje z njimi. Zdaj, kaj je zanimivo tudi, RTV Slovenija je prepustila zadnji termin ProPlusu. RTV Slovenija ima v četrtek, ProPlus ima pa v petek. In tle se meni zdi, kdo je nor. Mi plačujemo RTV Slovenija, ona ima ekskluzivno pravico, da ima zadnji dan soočenje. Pa ga nima. Zakaj ga nima? Zato, ker ima ProPlus večjo medijski razpon, delež, in v petek je odločilno, kva boš ti rekel, ker se ne moreš več braniti, ker je v soboto volilni molk. RTV bi mogel imeti zadnje soočenje. Po zakonu. Po mojem. Če hočete. Še plačevati. Ne? Ker je zakonom določeno. Tako da to je spet ena od velikih prevar.
Zdaj, Pro Plus je v privatnih rokah, glavni izvršni producent je, bom pol povedal, direktor je sicer pred enim parem mesecem umrl s helikoptersko nesreča, češki milijonar, to, ki sem na novo izvedel. Zdaj pa postavitev kandidatov v studiu in podzavestno sporočilo skozi kuliso v ozadju. To so pa te zdaj v bistvu režiserske prevare. Če ti daš mene na sredino, pa je tlele gor en srček, slučajno tako malo zakodiran. Pa sem jaz na sredini, sem skozi center pozornosti. Enega daš pa na kraj, pa je tam gor, ne vem, zdaj bom karikiral. Drek, recimo, pa ni, ampak gledajte, samo da si predstavljate, ozadje je pomembno. Kaj ozadje sporoča? Ker vi dobivate informacije, vaša podzavest sprejema. Ni važno, kva on govori, vam je slika všeč. Se pravi, tle gre za napis v ozadju, gre za osvetlitev, pa gre pa še za ozvočenje. Kako glasen bo tvoj mikrofon, to so pa oni, ki imajo aparaturce. In se lahko zgodi, da bojo tebe malo bolj potik dali, da se nam slišali. No, to se dogaja. Dogaja se tudi to, da je en človek že dol padel v studio. Zato, ker so mu verjetno kakšno frekvenco v glavo poslali. Dogaja se to, da imajo oni možnost s frekvencam tebe toliko motiti, da boš ti tam nezbran, da te v glavo bolela in tako naprej. Sploh, če imaš ti v privatnih rokah televizijsko postajo. Pa morate vedeti, da gre za 48 milijard. In da če bo en začel več slat, bo rekel, ma tega pa navolilo, ta pa še govoriti ne zna. V bistvu pa vi ne veste, da mu žarenca nabija gor 1000 vatna in da mu zraven še frekvence spuščajo v možgane direkt. A vi to veste? Ste kdaj pomislili na to? Tako da, just imagine, ne, sam ne razmišljate. To sem vam povedal. Studio sem vam povedal. To sem vam povedal. Mikrofon sem vam povedal. Zdaj pa tako, ne, kdo ima zadnjo besedo po enem soočenju, ne? Ja, glejte, a žrebajo? Mogli bi žrebati, ne? Recimo. Ker tisti ima zadnjo besedo odmeva, pa. On lahko povzame besede vseh predhodnikov. Oni imajo zelo dober spomin politikov, vsi točno vejo, kaj je kdo povedal. To pa so naštudirani. In zadnja beseda je zadnja beseda. Kdo ima zadnjo besedo? Da, draga. Ja, to je zadnja beseda, sem vam povedal še, no, sem vam povedal, da, draga, medijski prostor odločilno vpliva na, zdaj pa tako, ja, medijski prostor odločilno vpliva na izbor kandidata, ne, z vso močjo podzavestnih slik, ozadje glasov, svetlobe in tako naprej, to je zdaj samo v studiu. Zdaj pa tako, ne, na Pop TV, vam to pač lahko preverite, leta 2017 je sam izvršni direktor Dragan Kneževič, ki se je na vratih izdajal za varnostnika, preprečil vstop Andreju Šišku na soočenje za predsednika države, ki je bilo v petek, v četrtek, je bilo na RTV, v petek ga pa niso spustili na soočenje. A sem vam povedal, zakaj ga niso spustili? Zato, ker ga je izvršni direktor, izvršni producent ni spustil noter. Ker se je izdal za varnostnika. To je posneto. To je posneto na YouTubeu. Pop TV s politiko na čelu ne spustijo Andreja Šiška na soočenje. Mislim, da je Avijano 2009 naslov kanala. Tlele imam link, ga lahko tudi vam pripremo. Zakaj ga niso noč spustili? Zato, ker je on en dan prej v četrtek Pahorja napadel za veliki lik z depešo v Hillary Clinton, ki je tam napisan, da morajo priznati, da morajo spustiti Hrvaško v NATO. In se je Pahor smejal, ko je Šiško to govoril. Šiško je pač iznoro, ne. No, naslednji dan Šiško to niso spustili not, ker bi ga verjetno še enkrat isto napadel, ker isto govorijo po na vseh televizijskih postajah, ne. In ker je zadnji dan, se ne bi mogel braniti in bi... Dejstvo pa je, da je Pro Plus navijal za Pahorja. To je bilo vidno tisti, ki lahko pogledajo. Zato, ker je stal na sredini, nad njegovo glavo je bil napis Voli 17E. Nad njegovo glavo je bil napis. Voli.
I pa T sta bila spremenjena v 17. Bil je na sredini, bil je potem napisan, samo on je bil potem napisan. No, to je subliminalno sporočilo. In je zakonito, ker ni to kršitev, to se lahko gre. To smo povedali, to smo vam povedali. Ja, to smo vam povedali, to smo vam povedali. To smo vam povedali. Ja, takrat je šlo ta NATO, pa EU, ja, Wikileaks, depeša Hillary Clinton, ki je Hillary Clinton pritiskala na Pahorja, ne, zato je Hrvaška bila potem sprejeta. Ne. To pač, mi nimamo svoje politike, tako kot reče Bruselj ali Amerika, tako v Ljubljani delajo. To vidim, ste že opazili. Mi nimamo svoje politike. Mi smo hlapci, tem pač Ameriki ali pa Bruslju. Ena od medijskih prevar, to so naredili 2013, na RTV Slovenija poročila en mesec pred volitvam, število prijavljenih na zavodu za zaposlovanje se je zmanjšalo. A me slišite? Število prijavljenih na zavodu za zaposlovanje se je zmanjšalo za 7000 v zadnjem mesecu. Kaj vi mislite, kaj to pomeni? Dajte mi odgovorite mi, kaj to pomeni. Število prijavljenih na zavodu za zaposlovanje se je 2 meseca pred volitvam zmanjšalo za 7000. Ja, so v tisti delat, ne? A so dobili službo? Ne, niso. Zbrisali so jih iz... Vrgali so mene dol iz zavoda, jaz sem bil zraven takrat. In če te vržejo dol iz zavoda, pomeni, da tudi socialne podpore ne dobiš. Ne, da si dobil službo. Zdaj, veste, to so prevare. Niso oni rekli, število nezaposlenih se je zmanjšalo. Rekli so, število prijavljenih na zavodu se je zmanjšalo, kar je pa res. Ampak v vaših možganih to pomeni, te si kar dobro zgleda, skozi smo nekaj na zavodu. To pomeni, da so 7000 revežev naredili. Ker nima tudi enega evra, razumete? Tako da to se že vse prej dogaja v medijih. Morate vedeti, kdo je lastnik medijev. Morate vedeti, koliko so oni povezani strankarsko z urednikom pa z stranko. Ti ne moreš zmagati na volitvah, če nimaš medijev. Ti moraš biti Berlusconi. On je imel pač 60% medijskega prostora, zato je zmagal. Drugače je bil pa medijski prostor je pomemben. Ne? Odločilen. Zdaj pa ankete, ankete, te so šele. Paste, ankete, te so pa take smešne zadeve. Ne? Ankete so dokazano zlagane in usmerjajo ljudi k načrtovani prevari naprej. Se pravi, zdaj poslušajte, če ti hočeš volitve ukrasti, moraš imeti ljudi iz iste stranke na glavni televiziji, ki pokriva največ v Sloveniji, ta isti lobby naredi anketno družbo in ta isti lobby ima tudi ljudi v državni volilni komisiji. In ko so te tri stvari usklajene, z anketam se začne, medijski prostor še in državna volilna komisija. In zgleda, že še je bilo v anketah tudi, ko si, razumete, to se da vse prirediti. Toliko pa so natančni, toliko pa so pozorni, da se to naredi, ker so profesionalci, morate vedeti, da so profesionalci. Človek gre v Evropa, to 48 milijard je profesionalc. Profesionalc. Da ga kriminalist ne ustavi. Noben ga ne bo videl. Oborožen profesionalc. Atentati se dogajajo, če to razkrivate. Ni zakona, ki bi lahko nadziral, kako izbereš ti vzorec anketiranih. A veste, če grem jaz v en naselje, blokovsko, vem, da tam volijo Janeza, pa tam jih 700 ljudi vprašam, bo malo drugačen rezultat, kot če grem na vas, pa jih tam 700 vprašam. Pač to ne morate vi preveriti, to je privatna firma in oni lahko delajo, kar hočejo. Zato se to da prirediti. Pol druga, recimo televizijska prevara, ko gre novinar po ulici, po Čopovi in vpraša 10 ljudi, koga bi volili. Imamo 2 kandidata, recimo, ne? In če mi je, recimo, Mihael všeč, 5 jih reče, ja, jaz bi Mihaela, 5 jih pa reče, jaz pa ne bi Mihaela, bi pa Egidija. Ne, pa novinar prav, ja, ok, dobro, lej, meni je urednik rekel, da pač moram narediti reklamo za Mihaela in bom rekel tako, lej. Novinar objavi 5 ljudi je vprašal in objavi 4 so bili za Mihaela, ki so bili res, pa 1 je bil za Egidija, ki je bil tudi res. Samo unih 5 ne bo objavil, še zraven.
In vi boste na televiziji videli, ja, jaz sem za Mihaela, pa bo rekel en naslednji, jaz sem za Egidija, pa bo pa še 3 objavili, ja, jaz sem za Mihaela, jaz sem za Mihaela, ja, Mihaela je ful dober, jaz sem za Mihaela. In kva boste vi imeli v glavi? Ja, 4 so za Mihaela, 1 je za Egidija. Realna slika je pa, da jih je 5 za Egidija, pa 5 za Mihaela. Samo o tem ne odločite vi, o tem odloča urednik poročil, kaj bo objavljeno. In to so te medijske prevare, ko ne smete gledati televizijo, vi morate gledati, ne kva je on rekel, kva je on naredil. Kako je Jezus rekel, spoznali jih boste po njihovih delih. Pazite se hipnoze. Pazite se hipnoze. Ko vas lahko dajo hipnoza. Boste rekli, pa se ta je pa dobro dela. Dokazi o dobrih delih morajo biti javni, a ne? To jaz tako razmišljam. To sem vam povedal. Zdaj pa še nekaj tako splošno. Lejte, imamo še 3 strani, to bo hitro zdaj. Zdaj ste še pol strani, tole je zdaj recimo lastniki medijev, to je splošno znanje. Lastniki medijev, naslednja tema anketnih hiš ter njihova nazorska naravnanost. George Soros, ki se nazaj tudi prebere Soros, ki je čarovnik, pred desetletjami že prej so potekali prevzemi časopisnih hiš in radijskih postaj. Pojavili so se tudi nove TV hiše. Kako so? Mislim, da je to George Soros Milanu povedal, kako bo naprej vladal, s tem, da bo prevzel medijski prostor. Oni so naštudirali pri teh tranzicijskih državah, da so ocenili, koga lahko na svojo stran pridobijo in so jim dali načrt, kako se še naprej vlada. Ne z diktaturo, ampak z mediji. In oni so začeli potem stečaje delati. In te stečaje so bili tako, da so to njihovi ljudje isti delali, ko so bili prej na vladi, na oblasti še v komunizmu in so zbili ceno podjetij na tak minimalen denar, da so potem zelo majhen denar to kupili, višek denar je šlo pa za prevzem medijev. S tem, da ne, da so to tujcem prodali. Oni so to prodajali sami sebi. Na RTV-ju ali pa na Pop TV-ju ali pa na televiziji, da nam zdaj imenoval, na neki televiziji, ponovadi je bilo to na RTV-ju, ste videli, da je tujc prevzel to in to podjetje. Pa meni ni problema, če imam jaz strankarskega prijatelja, ki je isto nazorsko v Avstriji, rečem, poslušaj, bi ti prevzel tole firmo, dobiš milijonček, tam boš na RTV boš povedal, ja, ich bin jetzt neuer Direktor, a ne? Tako da, ganz gut, gema weiter, ne? In reče Slovenci, mater, naši so vse prodali Avstrijcem. V bistvu so pa prodali sami sebi. Je šel gor strankarski človek, ki je rekel, ja, tle sam enkrat boš na televiziji in kol več, milijonček je tvoj, ne, 15 milijonov boš pa tle v kufru dal, ne. Pa se vi tega ne morete prežeti. To, da morate vedeti, zgodovino politike morate vedeti, nazorsko usmeritev morate vedeti, da lastniki menijo, follow the money. Tako da George Soros, ja, je dobil odlikovanje od Milana leta 96. Zakaj je pa dobil? Morate se vprašati, zakaj je dobil odlikovanje? Verjetno je povedal načrt, ne vem, kako bo Milan lahko v zadnje iz medijev rekel, ja, zdaj bomo pa tale pa nov obraz. Tale pa nov obraz. Ker so bili že 3 novi obrazi. LDS-a ni več. Vse ti novi obrazi so LDS, to gledam. Zdaj vam moram pač direkt povedati, da boste vedeli. Tajne volitve, gremo na to pa zdaj zadnja zadeva. Ja, vsi ti prevzemi so bili pa, ampak to so bili pa res vsi posneti in objavljeni na RTV Slovenija. Zakaj? Zato, da vi vidite, da imate v glavi sporočilo, aha, zdaj pa Avstrijec prevzel, aha, zdaj pa Nemec prevzel, zdaj pa Kitajec prevzel. Da so vam javno povedali in da vi res mislite, da je to Kitajec prevzel. Ker so vam na televiziji pokazali. Če je to Mojca Šetinc Pašek, urednica informativnega programa, ki jo je Milan Kučan nastavil, mora tako narediti. In tako se to dela. Gre za 48 milijard. Pa to ni za burek 2 evra pa pol. Evo, imamo zdaj še, imate zdaj pa še zaključne besede, še 2 strani imamo, čist malo še, bomo zdržali doma. Evo, moje, zdaj pa moje, tako, da vam nekaj povem. Politika v Sloveniji, pa tudi drugje, ampak dajmo se na slovensko strani, je moč, je denar, je nadvlada z naropanim premoženjem, je diktatura strankokracije, ki je pri stranki, je piramidni sistem. Capo di banda, glavni,
In v bistvu, če imate 7 strank v parlamentu, se to 7 ljudi med sabo zmeni. Ostali morajo pa tih biti pa obogat, ker delaš pa stranke ven letijo. Se pravi, je največji rob državne banke, ki se mu reče državna malha, v višini 4-letnega proračuna 48 milijard. Plus kredit v višini 5 milijard na leto ali več. To so volitve. Volitve so 48 milijard, volitve so milijarde kreditov in volitve so kraja v državnih podjetjih z nastavljenimi političnimi nadzorniki, v državnih firmah, Koper, Telekom in tako naprej. To se najprej naredi, takoj to prvi mesec po volitvah. To so volitve. Ugotovitve stanja volitev v Sloveniji moje. Da skrajšamo, zdaj na to naredil še imam pol strani. Pri nas volijo mrtvi, zaporniki, bolniki, dementni, občani v domovih. Samo da oni tega ne vedo. Ampak volijo. Volijo. Nihče od kandidatov nima tega vpogleda, niti nadzorniki, razen državne volilne komisije in bivši član LDS Dušan Vučko. Te lepo pozdravljam, zlato medaljo imaš pri meni za veleslalom. Razen če naš diskvalificiran. Ki je odgovoren za izdelavo verodostojnega volilnega imenika in izpeljavo veljavnih zakonitih ustavnih volitev. No, za ustavne volitve so odgovorni tudi poslanci. Od 2016, ko je v poročilu napisano, da se kršijo ustavne pravice vsem, ki so v zavodih. Vsi poslanci v 2016 ste ustavno odgovorni. Upam, da Teršek to posluša. In ni problem spisati ustavno obtožbo za vse poslance v 2016 naprej. In te volitve 2022 bojo neustavne. Zdaj vam pa takole še zaključek. Volitve v Sloveniji omogočajo prej naštetih 55 plus različnih načinov kraje, goljufije, kršitev ustavnih zadev na volitvah v Sloveniji. 55 plus sem jih zdaj naštel. Tako so tudi te volitve 2022 neustavne, nepoštene, roparske in sramotne. Še zadnje zadeve, to so tajne volitve in so največja vrata za prevare. Tajne volitve je največja možnost, da boš ti goljufal. Saj je Stalinov rek, še vedno velja, ni važno, kdo voli, važno, kdo šteje. In še zadnje volitve, to ne bo kar zadnje. In še tole bom rekel, kaj storiti kot volilec? Bog se nas usmili. In reši tega zla. Jaz bom blagoslavil vsa volišča in vse, kar leze in gre, in molil k stvarniku, da pride pravičnost nazaj med nas. Kaj boste pa vi naredili? Pa ne vem. Vem pa še za eno obliko goljufije ali kraje, še za eno, zelo smešno, ki vam pa zdaj ne bom povedal. Boste pa zvedeli pravočasno, vsi, ki boste hoteli, boste to zvedeli pravočasno pred volitvam. Še za eno dodatno goljufijo. V rešitvah pa zdaj sploh ne bi, tako da vas lepo blagoslavljam, upam, da ste se zabavali. Nalili smo si čistega vina, tako da na zdravje. Te volitve so spet neustavne, neveljavne. Že vnaprej smo vam povedali, da so neustavne in neveljavne. Lepo se smejte, še naprej. Mene ubili na bojo, zato ker mi stvarnik ščit, tako da se ne bati za mene. Vi pa veste, kdo voli, kdo šteje in po koliko so hruške v Sloveniji.